Reformatorji še niso imeli stripa. Oni so imeli črke, besede, oni so se še dajali, kako sploh zapisati te glasove, ki jih imamo mi. In zdaj lahko njihovo zgodbo povemo tudi v stripu. To je bil kar tak zelo zahteven podvig zame, ker o Trubarju vemo vsi vse, Bohorič in Dalmatin sta pa dokaj neraziskane. In ko sem padel potem v njuni življenji, je bilo kar nekaj, tukaj je toliko stvari in potem sem iskal neke drobce, kjer sta se njuni poti prekrivali in iz tega ustvaril zgodbo. Seveda sem jo majčkeno pregnetil, malo levo, malo desno, tako da so stvari bolj zanimive. Sem tudi zmislil kakšen prizor, ki ni povsem resničen, je pa zabaven in v duhu tega, kar so počeli. Vsak od nas se enkrat, pa verjetno celo večkrat v življenju vpraša, zakaj sploh imamo knjižni jezik. In ko se vprašamo to, se običajno vprašamo tudi, od kdaj pa imamo knjižni jezik. In na vsa ta vprašanja odgovarja zgodba o prvi slovenski slovnici, o prvem slovenskem prevodu celotne Biblije. Včasih preberete v učbenikih imena, kot so Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, ampak vse to je lahko dolgočasno, ker ne zajema tudi življenja. Ravno to, pokazati zgodbo, je bil namen tega stripa. Kako napeta leta so bila leta, ko se je ustvarjala knjižna slovenščina. Tole je posebna bibliofilska izdaja slovenskega prevoda Biblije. Vielen hvala. Hvala za vse, kar ste storili za naš jezik, gospod Trubar. Upam, da boste zadovoljni z mojim delom. Tu je pa še moja slovnica, Primož. Brez tebe ne bi bila takšna, kakršna je. Stripi so super pot, ki nas pelje potem do drugačnih, daljših stvari, ki jih beremo. In za vse to, pravzaprav, kar lahko danes beremo, se moramo zahvaliti reformatorjem. Za njihov trud se bomo najlepše zahvalili tako, da se slovenščine ne bomo bali, da jo bomo imeli radi, da jo bomo raziskovali, da se bomo igrali z njo, ker konec koncev ste tudi vi sami reformatorji. Na nek način sej pač jezik, ki ga uporabljate, stalno spreminjate, stalno si izmišljujete neke nove besede, tako da tudi vi reformirate in naj bo ta reformacija vsakodnevna, naj bo igriva in predvsem ne se bati slovnice. Slovnica ni tukaj zato, da bi vam grenila življenje, ampak brez nje se ne bi mogli sporazumevati. Pač zajemite jezik z veliko žlico in ga veselo preživečite in napihnite en velik, velik balonček pomenov, smislov in zabave. Stripovska ilustracija nastane, da avtor, v tem primeru Boštjan, najprej napiše scenarij, jaz potem nekako razdelim to po kadrih, vnesem noter tekst, sledijo grobe ilustracije in potem pregledam, recimo, kateri kadri dobro delujejo, kateri ne, jih malo prilagodim. Sledijo malo bolj detaljne skice, pa na koncu pa še risba, senčenje, barvanje. Nekaj je bil ta, originalen scenarij, na katerem seveda vse bazira, ampak pol sprot sem pa dodal tudi veliko svojega, predvsem kakšnih štosov. Ta humorni element pri stripu pa pomemben predvsem zato, da neke te like, ki sploh ne vemo resnici kakšni so bili, zelo malo konkretno vemo o njih, naredijo žive za današnjega sodobnega mladega bralca, da se mogoče z njimi lažje poistoveti. In tudi sama zgodba v zelo velikih točkah ima veliko nekih sklicev na neko popkulturo. Z ukom posegel po zvezdah boš. Ustvarjati lik Dalmatina je bilo podobno, kot ustvarjati celotno predstavo Reformatorji na odru. To so teme, ki so nam v šoli velikokrat predstavljene kot obvezne, nujne in včasih dobijo nepotrebno breme ob tem. Midva z Boštjanom, pa v resnici celotna ustvarjalna ekipa, smo se pa trudili, da vse te stvari postanejo čim bolj žive, živahne, ker so tudi v resnici bile, ker govorimo o vznemirljivih stvareh. Tako da tudi vam želim, da se zakopljete v to knjigo, da najdete v njej zabavne reči in pa seveda tudi kakšne nove stvari, ker to so pomembni časi, to so bili trenutki, ko je slovenski jezik se rojeval kot knjižni jezik in brez reformatorjev danes slovenščina ne bi bila tu, kjer je. Uživajte v branju, pa da vidimo, če boste pogruntali, kje so one stvari, ki sem si jih jaz sam zmislil.